Ko opazujem, kako si zasedena in stranke in predavanja in na faksu ti predavaš in za podjetja in še v hribe hodiš, pa mislim, kako lahko si organizirati čas tako, da si privoščiš vse povsod in delo in užitek in učenje? Ja, v bistvu nekako sem razvila to perspektivo, da je treba delo, učenje in recimo užitek, pleasure, no, kakorkoli temu rečemo, v bistvu izmenjevati. Ne moramo si to organizirati, ne. En teden to, drug teden to, ne. Veliko tudi lažje napredujemo v življenju, če izmenjujemo to v dnevu, ne. In to se moramo nekako znati naučiti, zlasti v tem našem, kot rečemo, VUCA svetu, ker sicer bomo ves čas frustrirani, ves čas pod stresom, ne. Ko pa to enkrat osvojimo, to je mindset, no to bom rekla, to je način razmišljanja, potem pa vse gre, vse se zloži tako, kot se recimo si nekdo želi. Za nekatere ljudi take dogodke so res priložnost za networking, ampak mogoče njim občasno manjka asertivnosti ali kakega poguma pogovarjati prvim s človekom ali še kaj takega. Kakšen je tvoj nasvet, kako si lahko začneš graditi svoj networking ali vsaj pogovarjati z nekom sosedom na takem dogodku? Ja, vsekakor je tisto prvo pravilo, ne, ko prideš v neko skupino, pozdraviš nekoga, pogledaš ga v oči, ne, pravila, ne, neke bazične komunikacije in potem se enostavno začneš pogovarjati, ne, malo ga vprašaš, če se predstaviš, kdo si, ne, kaj pa vi počnete, skratka se začeti pogovarjati. Ne. Tako da Slovencem to ni ravno ne, v krvi, ne, še ne, bom tako rekla, in k temu jih tudi vedno na teh dogodkih spodbujamo. Tudi danes, recimo, ko dogodek poteka po omizjih, jih tudi spodbujamo, da zamenjajo omizje, da ne sedijo ves čas konference z istimi ljudmi, ampak da v bistvu malo krožijo in spoznajo nove ljudi. Ne. Tako si gradimo in bogatimo svoj socialni kapital, ki je v današnjem svetu, bom rekla, ne, eden izmed pomembnejših kapitalov, ki jih lahko razvijemo.